Lep pozdrav v imenu Upravne akademije in dobrodošli na usposabljanju izvedba nujnih javnih naročil v zvezi z naravnimi nesrečami in odpravo škode. Današnje usposabljanje bosta vodili magistra Urška Skok-Klima in magistra Ajda Kostanjšek iz Direktorata za javno naročanje z Ministrstva za javno upravo. Današnje usposabljanje bo trajalo približno uro do uro in pol. V prvem delu boste prejeli informacije o tem, kakšni so možni pristopi za izvajanje nujnih naročil, kakšen je postopek s pogajanji brez predhodne najave. Prikazali pa vam bomo tudi izvedbo postopka v informacijskem sistemu EJN. Drugi del usposabljanja bo namenjen odgovorom na vprašanja. Usposabljanje poteka v obliki dogodka v živo, kar pomeni, da je komunikacija med izvajalci in udeleženci možna zgolj preko opcije Q&A, vprašanja in odgovori. Ikono za vklop opcije Q&A najdete v orodni vrstici na zgornji desni strani ekrana. Lahko si pogledate na zaslonu. Kliknite na gumb Postavite vprašanje na spodnjem delu, pišite vprašanje ter kliknite Pošlji ali Enter. Če ste kliknili na ikono Q&A, vidite povezavo na listo prisotnosti. Če želite prejeti potrdilo o udeležbi, prosim, da kliknete na povezavo, ki se nahaja v Q&A in se vpišite. Če vam povezava ne deluje, jo skopirajte v brskalnik Chrome ali Edge. Dogodek se bo snemal, povezava na posnetek bo jutri dostopna v sistemu EVA v mapi gradiva. Predstavitvene prosojnice pa so že dostopne v sistemu EVA. Današnji dogodek bo otvoril državni sekretar, gospod Jure Trbič, ki nas bo počastil z uvodnim nagovorom. Gospod Trbič, beseda je vaša. Hvala lepa. Spoštovane in spoštovani. V čast mi je, da vas lahko nagovorim, ampak ne bi izgubljal prav veliko besed o največji katastrofi, ki je seveda zadela našo Slovenijo. Zdaj, v teh izjemnih časih in posledic te škode, katerih razsežnosti pravzaprav vsakodnevno še odkrivamo, tako vi na terenu kot tudi mi. Vemo vsi, tudi vlada seveda se trudi na različne načine pomagati, tako pri sanaciji posledic teh poplav, olajšati izvedbo različnih ukrepov in tako naprej. Ministrstvo za javno upravo seveda v okviru svojih pristojnosti, na primer javnih naročil, prav tako delamo vse, kar lahko, tako nenazadnje pri določenih interventnih ukrepih kot prenosu znanja, katerega imamo. Vemo vsi, da seveda za izvedbo določenih postopkov oziroma bodo potrebni tudi postopki po Zakonu o javnem naročanju, ki že sedaj omogoča več različnih pristopov, o katerih sta vam danes dve izmed največjih strokovnjakinj s področja tudi predstavljali. In kot rečeno, različne možnosti, tako operativno, kot je že gospa Darja predstavila, to vam bo danes predstavljeno. Tako da ne bi vam preveč časa vzel, kajti danes je čas za resno delo, vam pa seveda želim lep dan in več kot zanimivo usposabljanje z koristnim in uporabnim vsebinam, da vam bo lahko pomagalo pri boljšem odzivu na vso to nesrečo, ki nas je seveda zadela. Skupaj verjamem, da zmoremo več. Lep dan in uspešno usposabljanje. Hvala. Hvala, gospod Trbič, za uvodne besede. Sedaj pa nadaljujemo na glavni del našega usposabljanja. Predajam besedo magistri Urški Skok-Klima z Direktorata za javno naročanje. Urška, beseda je vaša. Hvala lepa, Darja, hvala tudi državnemu sekretarju za uvodne besede. Lep pozdrav tudi z moje strani oziroma strani celotnega Direktorata za javno naročanje. Kot je povedal že v bistvu gospod Trbič, poskušamo biti na razpolago na vse možne načine, da pomagamo vsaj nekoliko omiliti situacijo, v kateri ste se srečali. Kar velik delež naročnikov, glede na to, da je razsežnost skoraj čez polovico Slovenije.
Sem vesela, da imam danes s sabo tudi oziroma v sosednji sobi sodelavko Ajdo, kar pomeni, da bova lahko pravzaprav predstavili predvsem postopek s pogajanji brez predhodne objave. Z vidika teorije kot tudi dejansko iz praktičnega vidika, kako v sistemu EJN izvesti ta postopek, glede na to, da se načeloma uporablja bolj poredko in se naročniki z njim ne srečate ravno vsak dan. Skratka, če začnemo kar s tem, da je bil 4. avgusta dejansko na podlagi Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami aktiviran državni načrt zaščite in reševanja v poplavah. Kar pravzaprav pomeni, da smo v precej podobni situaciji, kot smo bili v času izrednih razmer zaradi koronavirusa. Verjetno se spomnite, takrat smo tudi imeli razglašene izredne razmere, s tem, da je vseeno nekaj razlik med takratno situacijo in pa današnjo. Takrat je bilo obdobje teh izrednih razmer vedno določeno, časovno, medtem ko pri aktivaciji državnega načrta zaščite in reševanja ne vemo vnaprej, do kdaj bomo pravzaprav v tej situaciji, ki je pa tista situacija, ki, kot bomo videli kasneje, omogoča tudi uporabo izjeme glede Zakona o javnem naročanju. Ta aktiviran državni načrt zaščite in reševanja v poplavah v resnici pomeni neko izredno stanje, ampak za razliko od obdobja koronavirusa, morda na tem mestu treba tudi opozoriti, da takrat so ukrepi veljali za celotno Republiko Slovenijo. Ta aktiviran državni načrt zaščite in reševanja pa ne pomeni, da lahko izjemo uporablja vsak naročnik v Sloveniji, ampak je treba seveda to povezati s tistimi območji, kjer je dejansko prišlo do te naravne nesreče. Aktivacija tega državnega načrta pa ne pomeni, da se je Zakonom o javnem naročanju karkoli zgodilo, da se več ne bi uporabljal, še vedno se uporablja, vse deluje nemoteno, tudi vsi elektronski sistemi, od sistema EJN do sistema eDosje in tudi portala eRevizija. In sama razglasitev tega stanja nam ne daje naročnikom nikakršnega odpustka od uporabe Zakona o javnem naročanju, daje nam pa ta zakon kar nekaj možnosti, da tudi v teh primerih oziroma v teh razmerah delujemo hitreje oziroma hitreje pridemo do naših izvajalcev. Imamo 3 možnosti, pogledali si jih bomo po vrstnem redu, glede na to, kako velika izjema je. Največja izjema je seveda 8. točka in pa 4.a točka iz prvega odstavka 27. člena zakona, torej popolna izjema od uporabe zakona. Naslednja možnost je sicer takšna, da je zakon treba uporabiti, ampak lahko uporabimo postopek s pogajanji brez predhodne objave iz razloga skrajne nujnosti. Tretja možnost, ki pa pride tudi v poštev, ampak verjetno pri tistih zadevah, ki res niso skrajno nujne v tem momentu, je pa uporaba kateregakoli izmed ostalih postopkov, ki so transparentni z možnostjo skrajšanja rokov v nujnih primerih. Če si najprej pogledamo izjemo, bi se osredotočila najprej na 8. točko, to je javno naročanje opreme, tehnike in drugih javnih naročil, ki so namenjene zagotovitvi osnovnih pogojev za preživetje, osnovnih pogojev za življenje in pa tudi za takojšnjo preprečitev nastanka neposredno grozeče škode ob naravni nesreči, kar je današnja situacija v določenih predelih Slovenije. Za uporabo te izjeme sta pomembna 2 pogoja. Prvi pogoj je, da je to skladno s predpisi o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, kar je izpolnjeno v tem trenutku, glede na to, da imamo že večkrat omenjen aktiviran državni načrt zaščite in reševanja, ampak seveda velja na tistih območjih, kjer je do naravne nesreče prišlo. Drugi pogoj pa je, in ta je včasih potem malenkost omeji uporabo te izjeme, da vrednost tega naročila ne sme presegati evropskih pragov. Zdaj v tem trenutku imajo ministrstva mejno vrednost za objave na evropskem portalu 140.000 evrov za blago in storitve, medtem ko občine, zavodi in druge osebe javnega prava pa 215.000 evrov za blago in storitve. Skratka, če ste v tem obsegu pri naročanju opreme oziroma tehnike, blaga, storitev, česarkoli, in gre za stvari, ki jih potrebujete za to, da se zagotovijo osnovni pogoji za življenje oziroma da se prepreči neposredno grozeča škoda, lahko to naročilo oddate brez da uporabljate kakršenkoli postopek. Mejna vrednost za gradnje je 5.382.000 evrov, kar je
nekako precej visoka vrednost, ki vam omogoča, da vse v določenih primerih, ko je res treba hitro ukrepanje, svojega izvajalca poiščete na ta način, brez da izvajate kakršenkoli postopek naročila. Druga izjema, ki je pa v času koronavirusa pravzaprav nismo omenjali, ker niti ni bila tako zelo aktualna, se mi pa zdi, da bi v trenutni situaciji lahko komu prišla prav, če rečem malo po domače. Namreč zakona ni treba uporabljati tudi za najem oziroma nakup zemljišč obstoječih stavb oziroma drugih nepremičnin. Če ste se kot naročnik slučajno znašli v situaciji, da morate na hitro najti neko stavbo, ki bo primerna za nadomestitev kakšne poškodovane stavbe, ali pa poiskati zemljišče, ga kupiti, najeti, karkoli, potem v tem primeru spet ni treba uporabljati ni treba uporabljati zakona o javnem naročanju. Sta pa tukaj dve pomembni informaciji za izpostaviti. Ta izjema ni vezana na nobeno vrednost. Torej, tukaj se ne pogovarjamo o evropskih pragovih pod, nad. Ta izjema velja ne glede na to, za kakšno vrednost gre, in hkrati tudi ni v ničemer in nikakor povezana z varovanjem zdravja ljudi, nevarnosti, preprečitvijo škode. Skratka, ni povezana s tem načrtom državnega reševanja, ampak velja kadarkoli, tudi ko ne bomo v času teh kriz. Se mi zdi, da to izjemo premalokrat izpostavimo, ampak tisti, ki ste se s tem že srečevali, ste verjetno vedeli, da lahko obstoječe stavbe in obstoječa zemljišča kupujete ali najemate, brez da bi se izvajal kakršenkoli postopek. Če nobene od teh izjem kot naročniki ne moremo oziroma ne morete uporabiti in se vendarle mudi, torej gre za res neko skrajno nujnost, lahko uporabljamo tudi postopek s pogajanji brez predhodne objave. Zakon reče, kdaj ga lahko uporabimo, če zaradi skrajne nujnosti nastale kot posledica dogodkov, ki jih naročnik ni mogel predvideti, in ta situacija definitivno je taka situacija, hkrati pa ni mogoče upoštevati rokov za ostale transparentne postopke, potem lahko gremo v pogajanja brez objave iz razloga skrajne nujnosti. Torej, te okoliščine ne smejo biti v sferi naročnika. Drug pogoj za uporabo tega postopka s pogajanji pa je, in ta velja od zadnje novele ZN3B, da naročnik, ampak poudarjam, kadar je to objektivno mogoče, ko izvaja ta postopek iz razloga skrajne nujnosti, predmet tega naročila odda samo do takrat, ko se sklene pogodba o izvedbi naročila po kasnejšem transparentnem postopku. Naročnik pa mora za gradnje začeti nov postopek 90 dni od pravnomočnosti odločitve tega nujnega postopka, za blago in storitve pa v 30 dneh. Namenoma je podčrtano, kadar je to objektivno mogoče, ker so primeri zlasti zdaj v tej situaciji, da to pač enostavno objektivno ne bo mogoče. Če na primer kot nujno naročate neko blago, ki pomeni enkratno dobavo, recimo razvlažilnikov zraka, seveda ne boste začeli v 30 dneh z novim postopkom za preostali del, ki ga kasneje več ne boste potrebovali. Zelo podobna situacija pa verjetno največkrat se bo zgodilo, da ko se bojo naročale gradnje po tem nujnem postopku, objektivno ne bo mogoče izvesti novega postopka, da bi se ta gradnja kasneje dokončala, ker če je treba plaz recimo sanirati, ga je treba sanirati takoj, in ko bo sanacija končana, mi več ne potrebujemo gradbinca, da bo tam zdaj še nekaj počel na tem gradbišču oziroma saniranem območju. Če pa je to objektivno mogoče, če zdaj recimo potrebujete določeno blago takoj, ga boste pa potrebovali tudi kasneje, pa za tisto, kar se potrebuje res nemudoma, naredite postopek s pogajanji brez objave iz razloga skrajne nujnosti, ko boste ta postopek končali, pa začnite nov transparenten postopek za stvari, ki pa niso nujni, ampak jih boste potrebovali tudi v nadaljevanju. Glede postopka s pogajanji brez predhodne objave je nekaj segmentov, na katere mora naročnik pa kljub temu, da je to hiter postopek, biti pozoren oziroma ne sme spregledati. So pa tudi določene v narekovajih olajšave, določena ravnanja, ki jih naročniku v tem postopku ni treba narediti. Opozarjam, govorimo izključno o pogajanjih brez predhodne objave iz razloga skrajne nujnosti, ker te stvari ne veljajo v ostalih primerih uporabe tega postopka. Tudi v tem postopku iz skrajne nujnosti mora naročnik imeti nekje dokumentiran vir in obseg sredstev financiranja. Se pravi, denar, ki ga imate namenjenega za to naročilo, morate nekje imeti evidentiranega.
Treba je paziti, da se ne vabi ponudnikov, kjer obstajajo omejitve poslovanja po zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije. To velja vedno. In v svoji dokumentaciji morate naročniki tudi obrazložiti in navesti razloge za izbiro postopka tega s pogajanji brez objave. Verjamem, da kadar res imate upravičene razloge za uporabo tega postopka, boste najprej izvedli postopek in zelo na hitro poiskali izvajalca, ker se vam mudi, in boste to dokumentacijo dopolnili seveda nekaj dni potem. Pomembno je, da ko je postopek nekako končan, da iz vaše dokumentacije izhaja to, kar zakon od vas zahteva, torej vir sredstev, obseg financiranja in pa razlogi za uporabo tega postopka s pogajanji. Če se spomnite, oziroma zadnjo novelo zakona smo v ta 46. člen, v ta postopek dodali eno novo zahtevo, da morajo naročniki pred izvedbo tega postopka obveščati zagovornika javnega interesa. To ne velja za postopek s pogajanji brez predhodne objave, ki se izvaja na podlagi oziroma iz razloga skrajne nujnosti. Se pravi, v teh postopkih vam ni treba predhodno obveščati zagovornikov javnega interesa. Imate tudi možnost, da namesto ESPD-ja v tem primeru zahtevate neko lastno izjavo, ki je sami pripravite, da je zadeva čim bolj enostavna, in obenem zakon dopušča, da lahko ne preverite navedb, enako oziroma podobno kot to velja pri naročilu malih vrednosti. Vi lahko enostavno verjamete vsemu, kar bo ponudnik navedel v svoji izjavi. Pri tem postopku iz razloga skrajne nujnosti imate glede odločitve o oddaji naročila tudi dve možnosti. Lahko jo objavite na portalu javnih naročil, potem ko je objavljeno obvestilo za predhodno transparentnost, lahko pa, če vam je lažje, to odločitev namesto, da jo objavite na portalu javnih naročil, pošljete v skladu z zakonom, ki ureja upravni postopek, in je zadeva prav tako skladna z zakonom. Mislim sicer, da je, ko je enkrat odločitev napisana in podpisana, hitreje in lažje, če se objavi na portalu javnih naročil, ampak zakon vam dopušča tukaj izbiro med dvema načinoma vročanja te odločitve. Kar je še zelo pomembno pri tem postopku je, da ni obdobja mirovanja. To pomeni, da lahko naročnik sklene pogodbo takoj, ko sprejme oziroma vroči odločitev o oddaji naročila, praktično isti dan. In mu ni treba čakati, da poteče rok za vložitev pravnega varstva. Opozarjam pa, da to ne pomeni, da zahtevki za revizijo tukaj niso dovoljeni. In če se vam res mudi in ne želite, da vam zahtevek za revizijo zadevo nekoliko zaustavi, dajte res čim prej podpisati pogodbo, ker kljub temu, če bo prišel zahtevek za revizijo, bo Državna revizijska komisija sicer v njem odločala, ampak vaša pogodba bo podpisana in bo se lahko začela izvajati. Če ne boste pogodbe podpisali dovolj hitro, pa kljub temu prejmete zahtevek za revizijo, potem pa ne morete kar podpisati pogodbe, ampak je treba ta zahtevek odstopiti Državni revizijski komisiji s prošnjo na nek način, da vam Državna revizijska komisija dovoli skleniti pogodbo, kljub temu, da imate zahtevek za revizijo. Skratka, nekoliko se vam v tem primeru vseeno zadeva podaljša, zato je res zelo pomembno, da se naročniki pri tem obrnemo hitro, da pridemo čim prej do svojih izvajalcev oziroma dobaviteljev. Je pa pri tem postopku treba imeti tudi končno poročilo, kjer pa velja enako kot v vseh ostalih postopkih. Če vse podatke, ki jih zahteva zakon, v končnem poročilu vključite že v obvestilo o oddaji naročila, potem vam tega končnega poročila ni treba pripravljati. O teh obvestilih, kako se objavljajo, kje se objavljajo, vam pa vse kasneje pokazala tudi Ajda, zato jaz tukaj ne bom šla zdaj v te podrobnosti samih obvestil. Morda samo za pomoč, bom tako rekla, še vedno ponavljamo oziroma navajamo smernice Evropske komisije, ki jih je takrat pripravila v času izrednih razmer zaradi covida, so še vedno objavljene na naši spletni strani. In čeprav so vezane izključno na covid, je ta razlaga, ki jo daje Evropska komisija, zelo uporabna tudi v sedanjih primerih. In tisto, kar se mi zdi najbolj pomembno, da se poudari, je, da še kljub temu, da je kriza oziroma da imamo izredne razmere, mora obstajati vzročna zveza med nepredvidljivim dogodkom in skrajno nujnostjo. Se pravi, na območjih, bom zelo plastičen primer dala, ki je zdaj verjetno že paseno, ker so se najhujše stvari nekje že sanirale, ampak na območjih, kjer je dejansko bila poplava,
in se je nujno potrebovalo sušilce zraka, je seveda nepredvidljiv dogodek in skrajna nujnost obstaja vzročna zveza. Ampak obstaja samo na tistem območju. Če se pa v neki občini, kjer ni bilo niti kapljice dežja, če zelo karikiram, ravno tako potrebuje sušilce zraka, pa ne obstaja ta vzročna zveza med poplavami nekje v Slovenijo in tem, da mi zdaj nujno rabimo ta sušilec zraka. Skratka, ko se pogovarjamo o teh izjemah, o teh možnih pristopih, res imejte v mislih, no, da urejamo ukrepe oziroma se pogovarjamo o stvareh, ki pomagajo rešiti situacijo na območjih, ki so jih prizadele te naravne nesreče. In če grem še na tisto tretjo možnost, ki smo jo na začetku omenili, to je pa skrajšanje rokov, kar včasih naročniki malo spregledamo. Namreč vsi trije ti najbolj transparentni postopki imajo možnost tudi krajših rokov. Zdaj, če pogledamo najprej naročilo male vrednosti, rok v zakonu sploh ni določen, kar pomeni, da ga določi naročnik sam in je lahko praktično tudi 2-3 dni. Je sicer za razmisliti, ali je tak rok primeren za pripravo neke ustrezne ponudbe, ampak dejstvo pa je, da tukaj ni določenega minimalnega roka in ga postavi naročnik sam. Pri odprtem postopku in pri omejenem postopku pa je določen zakonsko minimalni rok, in sicer 35 dni, oziroma če uporabljamo in seveda moramo uporabljati EJN, je to 30 dni, ampak ga lahko skrajšamo iz razloga nujnosti na 15 dni. Enako velja pri omejenem postopku, prijave lahko skrajšamo iz 30 dni na 15, potem ponudbe pa iz 30 dni celo na 10 dni. Je pa dejstvo, da ti krajši roki dejansko skrajšajo postopek samo za ta del. Tukaj, če se vam mudi, pa boste imeli krajše roke, ne morete s tem vplivati na to, da ne bi prejeli zahtevka za revizijo in da se ne bi zadeva zavlekla potem z reševanjem pred Državno revizijsko komisijo, ker v teh primerih skrajšanih rokov zaradi nujnosti je treba upoštevati obdobje mirovanja. Se pravi, treba je počakati, da postane odločitev o oddaji naročila pravnomočna. V primerih nenujnih javnih naročil, tukaj se ne bomo preveč sicer ustavljali, ampak se mi vseeno zdi na mestu, da morda opozorimo tudi na to, da je v dani situaciji morda za razmisliti, glede na to, da kaj se pač dogaja na terenu in da morda ne morejo vsi zdajle se lotiti priprave ponudb, niti spremljati portala javnih naročil, da tam, kjer se vam ne mudi, morda podaljšate roke za oddajo in odpiranje ponudb, ali morda celo v tem trenutku lahko ustavite postopek, pa ga ponovite kdaj kasneje. Tudi če pa imate že pač odprte ponudbe in jih pregledujete, in ko boste videli, od kod prihajajo vaši ponudniki, morda pragmatično v primeru pozivanja na morebitne dopolnitve ponudb, jim poskušate dati nekoliko daljši rok, da se bodo lahko pač ustrezno odzvali. To je, kar se tiče Zakona o javnem naročanju in njegovih možnostih, ki so zajete v zakonu ves čas, ne glede na to, ali imamo tudi kakšno interventno zakonodajo ali ne. Ampak prejšnji teden je začel veljati oziroma je začela veljati novela zakona o odpravi posledic naravnih nesreč, ki pa je že z določenimi interventnimi ukrepi posegla tudi na področje javnega naročanja. Imamo pravzaprav 3 ukrepe, ki jih pa iz preteklosti že poznate. Prvi interventni ukrep in velja do konca letošnjega leta je, da se ne uporablja 4. odstavek 66. člena Zakona o javnem naročanju, kar pomeni, da občine in krajevne skupnosti ponovno začasno lahko delajo vsaka zase in tudi izračunajo ocenjeno vrednost vsaka za sebe. Torej občina zase, krajevna skupnost ali več njih za svoje enote. Ta ukrep velja generalno in ni vezan na območja, ki jih je doletela naravna nesreča. Enako velja za naslednji začasni ukrep, ki tudi velja do konca letošnjega leta, da se ponovno dopusti popravni mehanizem tudi pri davkih. Določba je popolnoma enaka, kot je bila takrat, ste jo že poznali. Naročnik določi rok, v katerem mora subjekt v takem primeru poravnati neplačane davke, prispevke oziroma oddati REK obrazce. Ta rok pa ne sme biti daljši od 30 dni. Tudi ta popravni mehanizem velja za vse primere javnih naročil, ne glede na to, ali so povezani z odpravo posledic te vodne ujme ali pa ne.
In enako velja za naslednji ukrep. Začasne narave spet do konca letošnjega leta. Tudi tega poznate, gre za to, da se pogodbene kazni zaradi zamud v tem obdobju od avgusta 2023 pa do konca leta ne uporabljajo. Torej, če nekdo zamuja, se mu pogodbena kazen v tem obdobju ne sme obračunati. Hkrati pa je določeno, da pogodbeno dogovorjeni roki, da se podaljšajo za obdobje trajanja odprave posledic po naravnih nesrečah. Tukaj imamo težavo in vam moram kar odkrito povedati, to ni določba, ki bi jo pripravil direktorat oziroma Ministrstvo za javno upravo, ampak je prišla od drugih resorjev in moramo še zelo uskladiti stališče, ker neuveljavljanje pogodbenih kazni je jasno definirano od avgusta 2023 do konca leta 2023. Podaljšanje rokov za obdobje trajanja odprave posledic po naravnih nesrečah, za to obdobje pa ne vemo, kakšno je oziroma kakšno bo in ali bo enako na vseh področjih. Obenem pa ta določba, še enkrat poudarjam, spet velja za vse pogodbe, sklenjene pač na podlagi postopkov javnega naročanja, ne glede na to, ali imajo kakršnokoli vezo oziroma se izvajajo na teh območjih, kjer je dejansko problem zaradi odprave posledic vojne ujme ali pa ne. Ampak ta določba zdaj je v zakonu, je začasne narave in takoj, ko bomo imeli usklajeno stališče, kako točno te stvari uporabljati v praksi, bomo seveda to dopolnili tudi na naši spletni strani, kjer objavljamo vse te informacije vezane na poplave avgusta 2023. Preden predam besedo Ajdi, pa morda samo še informacija, da se v tem trenutku pripravlja nov interventni zakon in kar nekaj posegov bo tudi tokrat na področje javnega naročanja. O vsebini žal ne morem povedati še nič, ker je vse v fazi usklajevanja, se bo pa zadeva odvila zelo hitro. In takoj, ko bojo stvari sprejete tudi v Državnem zboru, bomo enako, kot smo vedno doslej pripravili informacijo, novice, pojasnila, vse to poslali po vseh naših kanalih, objavili med novicami tudi na gov.si. Obenem pa lahko že kar napovem, da bomo pripravili ponovno novo usposabljanje, kjer bomo pač predstavili vse te interventne ukrepe, ki bodo. Datuma žal ne morem napovedati, ker ne vemo točno, kdaj bo zakon sprejet, ampak nekako pa lahko računate, da se bo to zgodilo verjetno ta dogodek v prvi polovici septembra. Z moje strani, kar se teoretičnega dela tiče, bi to bilo vse. Predajam besedo Ajdi in se potem po koncu vrnemo spet za vprašanje in odgovori. Ajda, izvoli. Urška, hvala. Lepo pozdravljeni še v mojem imenu. Jaz bom to predstavitev nadaljevala tako, da vam bom prikazala pravilno pripravo postopka s pogajanji brez predhodne objave iz razloga nujnosti v sistemu EJN. Sistem EJN je informacijski sistem Ministrstva za javno upravo in vsi naročniki, ki uporabljate ta naš informacijski sistem, morate biti v ta sistem kot prvo registrirani in če želite izvesti katerikoli postopek, se morate v sistem najprej prijaviti. In ko se v EJN prijavite, se vam odpre tukaj prva ta osnovna slika, kjer imate navedene različne ikone. Kot za vse druge postopke izberete tudi tukaj ikono javno naročilo in potem sledi ikona izvedba javnega naročila. Ko kliknete na to ikono, se vam odpre seznam vseh teh naročil, ki jih izvajate, ki ste jih že izvedli oziroma pripravili v sistemu EJN. In nad tem seznamom imate potem tukaj ta plusek in katerikoli postopek pripravljate, ko ga začnete na novo pripravljati, potem kliknete na ta plus in potem se vam odpre ta osnovna stran za pripravo javnega naročila. Se pravi, v prvem delu, kjer so navedeni osnovni podatki, navedete naziv tega javnega naročila, oznaka javnega naročila se vam samodejno izpiše, številka zadeve, to je pa pač neka interna številka, ki jo lahko uporabite za predmetno javno naročilo. Potem izberete predmet naročila ali pripravljate javno naročilo za blago, storitev ali gradnjo in za katero področje pripravljate javno naročilo, ali gre za splošno, infrastrukturno oziroma obrambo in varnost.
Potem v delu postopek, imate tukaj pri vrsti postopka, imate na desni strani eno tako puščico in če kliknete na to puščico, se vam odpre spustni seznam, kjer so navedeni vsi postopki, ki so dovoljeni skladno z Zakonom o javnem naročanju, in med temi postopki je tudi postopek s pogajanji brez predhodne objave, se pravi po Č točki prvega odstavka 46. člena, in tega v tem primeru potem tudi izberete. Potem v nadaljevanju lahko izberete, morate izbrati, ali boste pripravili lastno izjavo ali ESAPD obrazec. Kot je omenila že Urška, tukaj pri tem postopku iz razloga nujnosti, ker se vam mudi in želite čim prej izbrati izvajalca, da začne sanacijo te katastrofe oziroma pač stvari, ki so se zgodile v času teh poplav. Zato vam tudi predlagamo, da izberete in pripravite lastno izjavo, saj za pripravo ESAPD obrazca vi kot naročniki potrebujete malo več časa in potem tudi ponudniki, ki izpolnjujejo ta obrazec, pač ga morajo pravilno izpolniti, pa potem, da ne bi prišlo do nepotrebnega pozivanja na dopolnitev ponudbe. Potem tukaj število decimalnih mest, tukaj izberete število decimalnih mest, na koliko želite, da vam ponudniki pripravijo predračun. Potem v delu roki vpišete roke za postavljanje vprašanj, rok za oddajo ponudb in tudi potem datum in uro odpiranja ponudb, ki mora biti seveda 1 uro kasneje, najmanj 1 uro kasneje od roka za oddajo ponudbe. To je v sistemu EJN sicer že prednastavljeno, vsak naročnik lahko pa da tudi to daljše obdobje, se pravi, da je ura odpiranja tudi več kot 1 uro po roku za oddajo ponudb. Potem v delu komisija s klikom na gumb Dodaj člane komisije lahko naročnik navede člane komisije, ampak komisija, kot veste, skladno z določili ZJN-3 ni obvezna, tako da se potem naročnik sam odloči, ali bo imel komisijo za to predmetno javno naročilo ali ne. Potem imate na koncu v tem delu še zavihek povabljeni in tukaj s klikom na gumb Dodaj povabilo se vam odpre okno, kjer tukaj pri nazivu subjekta izberete ponudnika oziroma več ponudnikov, ki jih želite povabiti na ta postopek. Potem greste naprej in v tem delu 2 lahko to javno naročilo pač v tem drugem delu ta del namenjam pripravi predračuna in na voljo imate več možnosti. Prva možnost je ta, da če javno naročilo ni razdeljeno na predmete oziroma postavke in tudi ni razdeljeno na sklope, oziroma tudi, če ne želite javno naročilo v sistemu EJN razdeliti na predmete oziroma postavke in sklope, potem tukaj v teh 2 delih izberete pri obeh možnost ne in vpišete samo skupno ocenjeno vrednost tega javnega naročila. Ta ocenjena vrednost javnega naročila, tako kot pri vseh postopkih, je vidna samo naročniku in to samo v sistemu EJN. Ponudniki s to ocenjeno vrednostjo niso seznanjeni. Druga možnost pa je, da želite v sistemu EJN javno naročilo razdeliti na predmete oziroma postavke, potem v delu predmeti postavke izberete možnost da, tukaj se vam odpre tabela in s klikom na Dodaj predmet se vam odpre vrstica, kjer vse, kar od vas zahteva ta vrstica, tudi izpolnite. Se pravi, naziv postavke, količine, potem imate enoto mero, ki jo dobite preko spustnega seznama, vpišete notri spet ocenjeno vrednost, potem vrsto izberete preko spustnega seznama vrsto davka, te 2 ocenjeni vrednosti se vam pa samodejno izračunata. Zopet, te ocenjene vrednosti niso vidne nikomur razen naročniku. Če želite vpisati več postavk noter, kliknete gumb na Dodaj predmete in se vam zopet izpiše posamezna vrstica. Tukaj imate pa vpis v to
v to tabelo imate možnost vpisati to tabelo še na drugačen način. To pa naredite tako, da kliknete na gumb Prenesi prazen Excel. Tukaj se vam izpiše ta Excel tabela, ki jo zopet izpolnite, kar od vas zahteva. Potem to tabelo shranite na svojem računalniku in s klikom na gumb Uvozi iz Excela se vam ta tabela v sistemu EJN samodejno napolne s podatki iz Excel dokumenta. Če želite, da je javno naročilo poleg teh postavk razdeljeno še na sklope v sistemu EJN, potem v delu sklopi izberete možnost Da in se vam odpre tabela. In s klikom na gumb Dodaj vpišete naziv posameznega sklopa. Tukaj spodaj pa vedno vidite tabelo, ki ste jo vnesli, v katero ste vnesli predmete oziroma postavke. Potem pa z izbiro posamezne postavke in potem s klikom na gumb Izbrane predmete dodaj v sklop se vam odpre okno, kjer so navedeni vsi sklopi, ki ste vnesli notri, in s klikom na posamezen sklop in s gumbom Potrdi se te postavke prenesejo v ta posamezen sklop. In tudi tukaj se samodejno potem izpiše ta ocenjena vrednost. V primeru pa, da ne želite, da so predmeti oziroma postavke navedeni v sistemu EJN in da želite, da je javno naročilo v sistemu EJN razdeljeno samo na sklope, potem v prvem delu Predmeti postavke izberete možnost Da, pri sklopih pa izberete možnost Ne, pri sklopih pa izberete možnost Da. In potem se vam zopet odpre tabela in s klikom na gumb Dodaj vnesete naziv sklopa, ocenjeno vrednost, znesek davka in potem ta skupna ocenjena vrednost se vam samodejno izračuna in zopet je vidna samo vam. Če je javno naročilo razdeljeno na več sklopov, zopet kliknete na gumb Dodaj in se vam odpre dodatna vrstica. Na enak način kot pri predmetih in postavkah lahko prenesete tudi, kliknete na gumb Prenesi prazen Excel, odpre se vam Excel tabelca, zopet vnesete zahtevane podatke, to Excel tabelco shranite na svojem računalniku in preko gumba Uvozi iz Excela potem se vam samodejno ta tabelca tukaj v sistemu EJN naloži. Potem tretji del je razpisna dokumentacija, se pravi, ker pri postopku spogajanja brez predhodne objave iz tega razloga skrajne nujnosti, ta postopek je netransparenten postopek, zato pred pričetkom postopka ne objavite nobenega obvestila o naročilu na portalu javnih naročil, ampak greste in napišete samo sklep oziroma nek dokument o začetku postopka in potem pripravite razpisno dokumentacijo in začnete vnašati ta postopek v sistem EJN. Zaradi tega, ker dokumentacija se potem v tem primeru ne objavlja na portalu javnih naročil, ampak se objavi samo v EJN-ju. In tukaj v prvem delu predračun, priložite predračun, ki ste ga pripravili, potem tukaj v delu izjava oziroma ESPD predložite lastno izjavo ali ESPD, če ste to v prvem koraku izbrali, in potem tukaj pri ostalih prilogah pa priložite, pripnete povabilo k sodelovanju k oddaji ponudbe in še druge dokumente, ki jih želite, da vam jih potem ponudniki izpolnijo ob oddaji ponudbe. Potem greste naprej, kliknete gumb Naprej in sistem EJN vas obvesti, da so podatki javnega naročila pripravljeni. In ko kliknete na gumb Zaključi vnos javnega naročila, vas med mojimi nalogami čaka naloga Preveri datume pred objavo in objavi. Ko kliknete na to nalogo, se vam odpre okno, kjer še enkrat preverite vse roke, ki ste jih navedli. V tem delu te roke lahko še popravljate, se pravi podaljšujete oziroma spremenite. In ko kliknete na gumb Naprej, vas sistem EJN obvesti, da je naročilo pripravljeno. In s klikom na gumb Objavi bo to javno naročilo objavljeno samo v sistemu EJN.
Se pravi, ker gre za netransparentni postopek, potem tudi ni nobene povezave, čeprav imate isti elektronski naslov v sistemu EJN in na portalu javnih naročil, se na portalu javnih naročil ne kreira osnutek nobenega tega obrazca EU2, NMV1, EU5, ne? Ampak ker gre za netransparenten postopek, se to javno naročilo objavi samo v sistemu EJN. In še to, ko kliknete na gumb objavi, potem tisti ponudniki, ki ste jih v prvem koraku povabili, vpisali notri, da bodo povabljeni k oddaji za to javno naročilo, ti ponudniki dobijo elektronsko sporočilo. In s klikom na to povezavo se ponudnikom odpre sistem EJN, kjer je navedena vsa vaša dokumentacija, ki ste jo naložili notri, in potem s klikom ponudnika na sodeluj na javnem naročilu, potem ponudnik pripravi in odda to ponudbo. To je na enak način kot pri vseh drugih postopkih. V tem delu bi mogoče rada samo še omenila, ker gre za postopek s pogajanji brez predhodne objave, na primer v 44. členu Zakona o javnem naročanju, to je konkurenčni postopek s pogajanji, je navedeno, da si lahko naročnik pridrži pravico, da se ne pogaja naprej, ampak da sprejme že te prve ponudbe, ki jih predložijo ponudniki. Pri postopku s pogajanji brez predhodne objave pa to določilo ni navedeno, ampak v tem primeru, ker gre za postopek iz razloga skrajne nujnosti, če si naročnik to napiše, jasno napiše to določilo v razpisno dokumentacijo, da ne bo izvedel pogajanj, če bo prejel, ne vem, mogoče samo eno ponudbo, oziroma da lahko na podlagi prvih ponudb odda to javno naročilo, potem mu ni treba izpeljati nadaljnjih pogajanj, ampak lahko sprejme to prvo osnovno ponudbo. Res, da je ta postopek hiter, želite čim hitreje izbrati izvajalca, da začne z deli, ampak še vseeno morate upoštevati določilo Zakona o javnem naročanju tudi glede objav na portalu javnih naročil. Se pravi, kot je že Urška omenila, naročnik, ko sprejme odločitev o oddaji javnega naročila, ima na voljo dve možnosti. Ali to odločitev oddaje javnega naročila pošlje po ZUP-u, po pošti po ZUP-u. To zakon omogoča edino za ta postopek, se pravi postopek s pogajanji brez predhodne objave po točki prvega odstavka 46. člena, ali pa kot je v drugih postopkih odločitev objavi na portalu javnih naročil. In vseeno, za katero od teh dveh možnosti se odloči, mora potem istočasno na portalu javnih naročil objaviti še obrazec EU15, to je prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost. In potem, ko postane odločitev pravnomočna, kot je Urška že omenila, ni vam potrebno upoštevati obdobja mirovanja, in lahko s tem izvajalcem sklenete pogodbo takoj, ampak še vseeno pa teče, imajo ponudniki teh 8 delovnih dni, da mogoče vložijo zahtevek za revizijo, in ko se ta rok izteče, potem ima naročnik mora v roku 30 dneh od pravnomočnosti te odločitve vseeno na portalu javnih naročil objaviti tudi obvestilo oddaje javnega naročila. Tukaj imam navedeno za splošno področje obrazec EU3, če ne na infrastrukturi EU6. In potem skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja mora še v 48 dneh od oddaje javnega naročila objaviti tudi pogodbo, tako kot pri vseh drugih postopkih. Se pravi, ko se prijavite na portalu javnih naročil, kako najdete ta obrazec EU15, prijavite se notri in izberete obrazce in dobite ta spustni seznam in tukaj izberete obrazec EU15, se pravi to prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost. To obvestilo izpolnite in pošljete v objavo.
in če ste se odločili za možnost, da boste na portalu javnih naročil objavili tudi odločitev o oddaji javnega naročila, imate že, ko je ta EU15 poslan v objavo in ima tukaj status, da čaka na lektoriranje, se pravi, da ni še objavljen na portalu javnih naročil, da ga vsi vidijo. Imate tukaj že v tem delu možnost, da med akcijami, da kliknete na ta gumb akcije in izberete potem odločitev o javnem naročilu. Se pravi, s klikom na ta plusek se kreira odločitev pač naloži na portalu javnih naročil, tako kot na vseh drugih postopkih. Kot je že Urška omenila, ker sedaj se vse oddaja elektronsko in tudi v javnem naročanju poteka vse elektronsko, je mogoče za vas lažje, ker pač odločitev imate podpisano, da naredite samo 2 klika in jo objavite na portalu javnih naročil, kot pa da jo kopirate, potem pišete kuverto po ZUP-u in potem pošiljate ponudniku. Ampak to je pač na naročnikovi strani, kako se bo odločil. Potem po pravnomočnosti te odločitve v roku 30 dneh pa morate objaviti še obvestilo o oddaji javnega naročila. Se pravi, spet imam naveden EU3 za splošno področje, infrastruktura ima EU6, ne. Obvestilo o oddaji javnega naročila tukaj objavljate preko obrazca EU15, saj je to edini obrazec, ki je bil objavljen, se pravi, pri drugih postopkih odprtem NMV-ju, so ti obrazci najprej obvestilo o naročilu, obrazci NMV1, EU2, EU5 in iz tega kreirate potem EU3, pri temu netransparentnemu postopku pa se EU3, EU6 kreira preko obrazca EU15. Se pravi, kliknete na ta obrazec in potem tukaj vas čaka obvestilo o oddaji naročila, ki ga potem izpolnite. Potem pa še nekaj malega o spremembi rokov za vse te transparentne postopke, ki so že objavljeni na portalu javnih naročil. Kot je že Urška omenila, za te nenujne postopke, kjer mogoče se vam ne mudi z oddajo javnega naročila in date ponudnikom možnost, da še malo daljšega roka za pripravo ponudbe, imate do roka za oddajo ponudb možnost, da spremenite oziroma podaljšate te roke. Pač seveda spet morate paziti določila zakona o javnem naročanju, na primer pri odprtem postopku, ko sem rekla do roka za oddajo ponudbe, morate upoštevati to spremembo razpisne dokumentacije, ker rok je ena izmed teh sprememb, in upoštevati 6 dni pred oddajo ponudbe plus 5 dni, če naročilo objavite še v Uradnem listu Evropske unije, oziroma pri NMV-ju so ti roki krajši, tega ni potrebno upoštevati. Se pravi, kako naredite spremembo rokov? Zopet prijavite se v sistem EJN, kliknete na ikono javna naročila, kliknete na ikono izvedba javnega naročila in potem se vam prikaže vsa naročila, ki ste jih pripravili v sistemu EJN. Izberete tisto javno naročilo, kateremu želite podaljšati rok, in potem se vam odprejo ti osnovni podatki. In s klikom na te 3 pikice tukaj desno se vam odpre to osnovno javno naročilo in tukaj izberite akcijo Spremeni javno naročilo. Sistem EJN vas vpraša, ali torej želite storiti, kliknete odgovor da in vas čaka obvestilo, da vas ta naloga čaka med mojimi nalogami, in ko kliknete na to nalogo, vas zopet ta naloga preusmeri na to osnovno stran javnega naročila. In potem tukaj v delu roki lahko datume spremenite oziroma ustrezno podaljšate. In potem greste naprej in nadaljujete z javnim naročilom, da greste do konca, sprejmete to spremembo. Tukaj bi mogoče samo omenila, če je javno naročilo razdeljeno na sklope, se vam tukaj pojavi dodatno okno, kjer govori o spremembi elementov predračuna znotraj sistema EJN.
Jaz se glede spremembe elementov predračuna sedaj tukaj ne bi poglabljala, ker to predavanje ni namenjeno temu. Tukaj bi rada samo omenila, da če spreminjate roke, potem tukaj ostane, izberete vedno možnost ne, da ne spreminjate predračuna, ampak spreminjate roke. Več o spremembi predračuna, kdaj ga lahko spremenite, kdaj ne, imate navedeno v navodilih naročnika v sistemu EJN, ki so objavljena na naši spletni strani, in tudi tukaj preko te teh informacij je navedeno, kaj se zgodi, če kliknete, če izberete tukaj možnost da. Se pravi, če spreminjate samo roke, ostane tukaj možnost izbire ne, to je tudi v sistemu EJN prednastavljeno in tukaj spremenite oziroma podaljšate roke. Vedno morate paziti, zopet greste po korakih do konca tega spremembe javnega naročila, zopet vas sistem opozori, da vas naloga čaka med mojimi nalogami, kjer preverite, ali so datumi, ki ste jih spremenili, ustrezni, zopet preverite, kliknete naprej. In zadnje opozorilo, predno se ta sprememba objavi, je to opozorilo, da je naročilo v sistemu EJN pripravljeno in šele s klikom na gumb objavi bo to javno naročilo, ta sprememba objavljena v sistemu EJN. Jaz vam predlagam, da ko naredite to spremembo, pejte pogledati v sistem EJN med aktualnimi javnimi naročili, ali se je ta sprememba rokov zgodila. Se pravi, poiščete med aktualnimi naročili to javno naročilo in preverite, ali so se datumi ustrezno popravili. Pri vseh teh transparentnih postopkih, če delate spremembo v sistemu EJN, morate spremembo narediti tudi na portalu javnih naročil. Se pravi, na portalu javnih naročil se prijavite notri, poiščete tisti osnovni obrazac, se pravi obvestilo o naročilu, NMV1, EU2, EU5 in potem preko tega obrazca EU14 popravek vpišete notri tudi spremembe, v tem primeru spremembe rokov. In potem pač ta obrazac se potem objavi na portalu javnih naročil. Vse tiste spremembe tudi za druge postopke, ki ste jih izvedli v sistemu EJN, morajo biti narejene enako tudi na portalu javnih naročil. In za konec še sprememba rokov v pozivih na dopolnitev. Naročnik ima na voljo tudi to možnost, se pravi, dokler poziv na dopolnitev še ni potekel, se pravi, ponudniki so na teh poplavnih območjih in v roku, ki ste jim ga postavili za oddajo dopolnitve, ne bodo mogli te dopolnitve predložiti, zato vas prosijo, če jim lahko ta rok podaljšate, to seveda lahko storite. Se pravi, ko ste ponudnike pozvali na dopolnitev, to ste naredili tako, da ko ste prejeli ponudbe, ste ponudbo pregledali in če ponudba še ni bila ustrezna oziroma dopustna, ste ob določenih pogojih tega ponudnika lahko pozvali na dopolnitev. Se pravi, pri tej ponudbi ste izbrali akcijo poziv na dopolnitev, odprlo se vam je okno, kjer ste določili vrsto poziva, določili rok za oddajo poziva in naložili dokumentacijo poziva na dopolnitev. In ko ste kliknili na gumb Pozovi na dopolnitev, je bil ta ponudnik obveščen preko elektronske pošte o dopolnitvi. Če pa hočete pri tem pozivu spremeniti rok za dopolnitev, pa to storite tako, da se zopet pridete do te ponudbe, ki ste jo pregledovali, in potem tukaj na osnovni strani te ponudbe, kjer je nad to razpisno dokumentacijo ponudnika, je viden vaš poziv na dopolnitev, popravek ali pojasnilo. In tukaj, če kliknete na to puščico, se vam pokaže tista dokumentacija poziva, katerega ste poslali temu ponudniku, da dopolni ponudbo. S klikom na tale svinčnik tukaj na desni strani pa se odpre ta vaš poziv
In kot vidite, vrsto poziva ne morete spreminjati, seveda pa lahko spremenite rok za oddajo tega poziva. In potem zopet, da zaključite, morate klikniti na gumb Pozovi na dopolnitev, kjer je ta ponudnik obveščen o spremembi tega poziva. To bi bilo glede z moje strani vse, tako da sedaj bi predala nazaj besedo Darji. En lep pozdrav tudi z moje strani, hvala vsem za poslušanje. Prišli smo do drugega dela usposabljanja, ki je namenjen odgovorom na vaša vprašanja. Ja, kar nekaj vprašanj je prišlo, jaz sem jih poskušala vmes malo pogledati. Glede na to, da udeleženci ne vidite vprašanj, bomo tole izvedli na ta način, da bom jaz prebrala in vprašanje in povedala odgovor. Določene bom pokrila jaz, nekaj bom prepustila proti koncu tudi Ajdi. Upam, da bomo imeli dovolj časa, da gremo vsaj čez večino, ampak kot je že bilo rečeno, če karkoli ne bomo odgovorili danes, bomo podali odgovore potem pisno. Prvo vprašanje se nanaša na to, ali kako je z zagotovljenimi sredstvi v primeru izjeme od uporabe zakona. Če uporabljamo izjemo od uporabe zakona, pomeni, da ne uporabljamo zakona o javnem naročanju, kar pomeni, da nas ne zavezuje tista določba, ki pravi, da moramo imeti vnaprej evidentiran vir in obseg sredstev. Vsekakor pa moramo imeti naročniki nekje zagotovljena sredstva, če želimo nekaj naročiti po izjemi, ampak v tem primeru ni ne sklepa v začetku postopka, ni dokumentacije vira sredstev, ni dokumentacije višine zagotovljenih sredstev in podobno. Naslednje, glede uporabe izjeme iz 8. točke. Kako naročnik presodi upravičenost uporabe izjeme oziroma kaj šteje pod zagotovitev osnovnih pogojev za preživetje oziroma življenje v konkretni situaciji posledic poplav? V kakšnem konkretnem primeru je upravičena uporaba te izjeme glede na to, da so se nujni ukrepi doslej že v glavnem izvedli? In sledi temu konkretno vprašanje, ali je na primer upravičena uporaba izjeme za naročilo ureditve praznih službenih stanovanj za zaposlene naročnika, ki jih je prizadela poplava, na primer poplavljena lastna hiša, v kateri ni pogojev za življenje. Sicer je treba presojati od primera do primera, ampak glede na to, da je naveden konkreten primer in v tem primeru naročnik zagotavlja osnovne pogoje za življenje tem osebam, bi lahko bila uporabljena ta izjema. Naslednje vprašanje, ali je v prvi fazi interventnih ukrepov sporno, da je bil izvajalec gradbenih interventnih ukrepov sorodnik ene od svetnic našega občinskega sveta. Šlo je za situacijo pomanjkanja gradbenih izvajalcev. Tole sicer majčkeno presega področje javnega naročanja, je bolj povezano z integriteto in preprečevanjem, ampak sem v vmesnem času na hitro pobrskala. Bomo dali ta pravo pojasnilo potem med pisne odgovore, ampak v tej fazi jaz mislim, da tole ni težava, zato ker težava bi bila, če bi bil župan sorodnik. Tako pa gre za občinsko svetnico, pa mislim, da ta del v ZNJ-3 ni zajet, ker predstojnik naročnika v občini je župan in ne občinski svet. Naprej, kako je z večjimi sanacijami, na primer komunalne infrastrukture, ki je nujna, kot recimo dostop do pitne vode, ki zahteva najprej naročilo projektne dokumentacije in šele nato izvedbo gradnje. Ali lahko naročimo projektno dokumentacijo in nato tudi naročilo gradnje kot izjemo brez postopka, ker gre za vrednosti pod pragom EU? Kaj, če v tem vmesnem času preneha delovati državni načrt zaščite in reševanja, mi pa smo uporabili izjemo? Definitivno mislim, da ni nobene težave, če uporabite izjemo za projektno dokumentacijo. Če boste po izjemi začeli iskati izvajalca in bo on že delal, vmes bo prenehal delovati državni načrt, za vas to ne predstavlja nobene težave, ker je iluzorno pričakovati, da bo državni načrt aktiviran ves čas trajanja vseh teh pogodb že, ki bodo sklenjene na podlagi izjeme. Zdaj, če bo še naročilo gradnje potem možno izvesti po tej izjemi, glede na to, da boste zdaj kar nekaj časa čakali, verjetno projektna dokumentacija ne bo narejena čez noč,
Bi bilo pa verjetno treba presojati takrat v tistem momentu, ko boste pred gradnjo. Takrat zna biti, da ne bo šlo več za tako situacijo, bo pa še vedno možno v takem primeru uporabiti postopek s pogajanji brez objave iz razloga skrajne nujnosti, ker je verjetno treba te stvari pa vseeno zagotoviti nemudoma oziroma čim prej, kot je to možno. Ajda, ali je obvezna izvedba pogajanj v postopku s pogajanji brez objave, torej najprej ponudbe in potem še pogajanja, ali lahko ponudnik odda le ponudbo? Ja, to, kot sem že omenila vmes, načeloma bi bila, ker pač v 46. členu ni pač jasno navedeno, da se lahko pridrži pogajanj in se sprejme prvo ponudbo, ampak v tem primeru, ko gre za postopek s pogajanji brez predhodne objave, iz tega razloga skrajne nujnosti, lahko naročnik, če to navede v razpisno dokumentacijo, se pravi, da si pridrži pravico, da ne izvede pogajanj oziroma da lahko na podlagi prvih ponudb odda javno naročilo brez pogajanj, se pravi, da če to jasno napiše v razpisno dokumentacijo s temi natančnimi okoliščinami, potem je to seveda možno. Hvala. Naslednje vprašanje je, ali je najem parkirišč za avtomobile izjema po ZN3. Če to parkirišče smatramo kot nepremičnino oziroma gre za najem zemljišča, potem je lahko izjema, če pa tu pade noter še kaj drugega, zapakiranega ali pa skritega v ta parkirišča, da bo, ne vem, lahko da bi šlo za koncesijo in bo nekdo vam zagotavljal storitev nudenja parkirnih mest, ampak če pa najemate parkirišče kot obstoječo neko zemljišče, ki je na neki lokaciji, brez kakih dodatnih storitev, je pa to izjema, ja. Še eno vprašanje, neuporaba pogodbenih kazni ne velja za infrastrukturne naročnike. Dobro vprašanje, sem tudi vmes šla pol na brzino, ker sem prej to pozabila omeniti. Ta določba, ki je zdaj v interventnem zakonu, dejansko velja za druge osebe javnega prava, javne zavode, javne sklade, občine, ministrstva, niso pa zajeta javna podjetja. Vsaj niso eksplicitno navedena, kar pomeni, da neuporaba pogodbenih kazni in ta prestavitev rokov v tej vsebini člena, kot je danes v interventnem zakonu, ne zadeva javnih podjetij. S tem še eno podobno vprašanje je bilo, da ne bom čisto vsakega posebej brala. Gospodu, ki pravzaprav predlaga izboljšanje sistema EJN in ni toliko povezano z današnjim predavanjem, ampak sem se na nek način, skratka, da bi bilo možno v sistemu EJN pri evidenčnih naročilih pa tudi sicer gospodarske subjekte iskati oziroma izbirati po dejavnosti. Odgovarjam, da se zahvaljujemo za to idejo, sem jo v vmesnem času že posredovala naši IT ekipi, ki skrbi za sistem EJN, pa bomo videli, kaj se da v tej fazi narediti. Edino, Ajda, če imaš ti morda že kako informacijo, če je to že v katerem od taskov, ki jih imajo? Ne, zaenkrat še ni, smo pa pač veseli za vsako tako vprašanje oziroma pobudo in jo bomo seveda vsekakor obravnavali. Ja, ker uporabniki pravzaprav najbolj veste, kaj vam je v sistemu okej oziroma kaj vam še manjka, da bi vam bilo čim bolj pač olajšano delo. Naslednje vprašanje, ali lahko krajevne skupnosti same naročajo tudi v občinah, ki niso iz poplavnega območja? Da. In še eno na to temo, ali mora krajevna skupnost tudi naročati preko EJN? Zelo kratek odgovor, da. Naslednje vprašanje, ali se interventna ukrepa o nezaračunavanju pogodbene kazni in podaljšanju roka izvedbe lahko uporabita le v primeru pravnih podlag, sklenjenih pred nastopom posledic poplav, ali se lahko uporabita tudi v primeru, če se pravna podlaga sklepa v času po nastopu posledic poplav. Dolgo vprašanje, ampak to je bistvo. Ja, glede na trenuten zapis tega člena, glede na nove interventne ukrepe, ki se dogajajo, lahko da bo prišlo do kakega popravka,
ampak v tem trenutku je določba precej jasna za pogodbe, samo sekundo, vam bom kar prebrala. V pogodbah, ki so jih ti in ti subjekti sklenili, kar pomeni, da gre za sklenjene pogodbe v trenutku, ko je ta začasni ukrep iz tega zakona pač stopil v veljavo. Za kasnejše pogodbe to v tem trenutku ne velja. Če grem naprej. Na območju naše občine moramo nujno in čim prej sanirati več usadov, zaradi katerih je cesta za prebivalce več naselij neprevozna in prav tako za kamione in šolske prevoze. Ocenjeno vrednost sanacije imate določeno pod mejno vrednostjo za objavo v TET. Vprašanje je, ali lahko za sanacijo uporabite izjemo po 8. točki, ali je v takih primerih vedno treba skleniti pogodbo. To situacijo bi jaz upala opredeliti kot zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje, ne za preživetje, ampak za življenje, ker če prebivalci so odrezani od sveta, je treba pač zagotoviti, da lahko nemoteno prehajajo do osnovnih trgovin, zdravnikov, šol in tako naprej. Če je treba v takih primerih vedno treba skleniti pogodbo, je pa pravzaprav odgovor, da po zakonu o javnem naročanju, če gre za izjemo, potem nimamo teh določb, ampak dajte paziti tukaj tudi na javnofinančne predpise, če vas zavezujejo, ker je pa tam določeno, da lahko naročnik prevzema obveznosti vnaprej s pisno pogodbo, tako da si niti ne predstavljam, da ne bi imeli pogodbe, sploh pa za take večje sanacije, oziroma seveda lahko pa imate naročilnico, če je slučajno to del tega vprašanja. V neurju s točo v mesecu juliju je bila poškodovana streha osnovne šole, ne bomo šli v detajle, katere. Ob deževjih prihaja do vdora vode v šolske prostore. Zanima vas, ali izvedba nujnih javnih naročil in katera izjema pride v upoštev tudi za ta primer. Zdaj, če je to bilo julija, je jaz rekla, ta izjema za zagotovitev življenja ljudi oziroma preživetja ali pa odprava neposredno grozeče škode zdaj že mimo, bi pa si upala zagovarjati uporabo postopka s pogajanjem brez predhodne objave iz razloga skrajne nujnosti, ampak če to zdaj veste že od julija, ne, dajte potem čim prej ta postopek izvesti, ker če imate čas zdaj čakati, potem vam bo kmalu padel ta razlog skrajne nujnosti. Tole smo že odgovorili. Ajda, vprašanje za tebe. Se avtomatsko na PJN kreira EU15 takoj po vnosu v EJN sistem oziroma kako se dostopa do EU15 obrazca? Avtomatsko se ne kreira, se pravi, vi, ko objavite to netransparentno naročilo v sistemu EJN, potem pridobite ponudbe, te ponudbe pregledate in potem, ko sprejmete odločitev, kot vam je bilo povedano, ali glede tega postopka iz skrajne nujnosti, imate možnost, da jo pošljete po pošti, po ZUP-u oziroma jo objavite na portalu javnih naročil in potem tudi istočasno uporabite, se pravi, objavite obrazac EU15. Se pravi, tega avtomatske povezave za ta obrazac EU15 preko sistema EJN ni. Obrazac EU15 pa najdete tako, da se na portalu javnih naročil notri prijavite in potem v tem notranjem delu kliknete na obrazce in so tam našteti vsi obrazci NMV1, NMV1, EU2, EU5 in EU15, EU14, mislim, da po vrstnem redu in izberete obrazac EU15. Ajda, bom zdaj, ko si ravno pri besedi, še kar tebi dve vprašanji. Kakšna je razlika med samo objavo EJN iz razloga nujnosti in v drugih primerih iz postopka iz predhodne objave? Iz postopka predhodne objave ali
s pogajanji brez predhodne objave. Se pravi, v sistemu EJN je postopek s pogajanji brez predhodne objave ločeno naveden in postopek s pogajanji brez predhodne objave po točki prvega odstavka 46. člena. Oba sta v sistemu EJN narejena kot enofazna postopka. Ločili smo jih pa ravno iz tega razloga, ker se je pač ta postopek s pogajanji brez predhodne objave iz razloga nujnosti, da je res ločen postopek, da ga najdete in da potem izvajate po tem postopku, da tudi, če boste imeli, ne vem, potem kakšno revizijo, da se jasno vidi, da ste v sistemu EJN uporabili prav ta postopek. Hvala. Jaz se opravičujem vmes za kakšne sekunde tišine, ampak vprašanja dežujejo en za drugim, majčkeno se ponavljajo in poskušam spremljati na način, da res damo maksimalno odgovore na vse, pa da ne beremo čisto vsakega, ker so si zelo podobni. Tale mogoče je še nekoliko drugačen od ostalih. Glede pogodbene kazni, glede na omilitveni ukrep, da se v pogodbi ne upošteva določilo pogodbene kazni, pomeni, da vkolikor kljub temu pogodbeno kazen vključimo v pogodbo, smo v nasprotju z zakonom. To je v bistvu vprašanje. Postopek pričenjate po 11.8., ko je pričela veljati sprememba zakona. Ta omilitveni ukrep, kakor ste ga poimenovali, dejansko velja za pogodbe, ki so bile že sklenjene na dan uveljavitve tega interventnega zakona. Ampak tudi za te pogodbe velja, da pogodbena kazen je še vedno predvidena v pogodbi, ampak samo ne sme se zaračunavati. Če pa vi v nove postopke dodajate določila glede pogodbenih kazni, niste v ničemer v nasprotju s tem zakonom. Ajda, še eno za tebe, ampak mislim, da si tole sicer tudi že povedala, ali se lahko v vseh primerih pogajanja brez predhodne objave v razpisni dokumentaciji pridrži pravica, da ne izvede pogajanj, ampak sprejme ponudbo. Jaz bom tako rekla, pa mogoče Urška me boš popravila. Načeloma pač postopek s pogajanji brez predhodne objave, že v nazivu pogajanja je namenjen, da se naročnik s ponudniki, ki so oddali ponudbo, tudi pogaja. Res, da v tem 46. členu, kot sem že večkrat omenila, ni zapisano določilo, da se lahko pridrži, da se teh pogajanj ne izvede, ampak če to naročnik jasno napiše v razpisno dokumentacijo in navede tudi okoliščine, v katerih primerih se ne bo pogajal, jaz mislim, da se mu potem ni treba pogajati in lahko pač sprejme tisto prvo osnovno ponudbo. Ja, se strinjam. Še glede krajevnih skupnosti, vprašanje, ali lahko krajevne skupnosti dajo pooblastilo občini, da v tem obdobju za njih izvedejo javno naročilo. Ja, absolutno. Črtanje samo tisti del, kjer onemogoča, oziroma kjer je zdaj dano zakonsko pooblastilo občini. Občina je doslej morala izvajati postopke javnih naročil za krajevne skupnosti, zdaj je ta del črtan, ampak še vedno pa ostaja določba, ki pa velja v vseh primerih, da lahko naročnik vedno pooblasti drugega naročnika za izvedbo postopkov javnega naročanja. Glede na današnji seminar, ja, še sprašujem, ali morajo biti vsa evidenčna naročila objavljena prek EJN, ali lahko manjša naročila izvedemo tudi transparentno prek e-mail povabil. Za evidenčna naročila ni obvezna uporaba sistema EJN, tako da lahko tudi na drugačen način. Mislim, da smo zajeli vse sklope vprašanj v tem trenutku, jih je pa, res povem, pač ogromno, pa nekatera precej specifična, tako da bomo v vsakem primeru šli po končanem temnem usposabljanju, bova šle z Ajdo čez vse in bomo pripravili v bistvu pisne odzive na tak način, da boste
čisto vsi prejeli odgovor, razen v tistih delih, kjer smo dobili kakšne predloge, te pa smo v bistvu že predali naprej našim fantom in dekletom, da bojo zadeve poskušali čim prej tudi urediti. Ajda, bi mogoče še karkoli dodala? Sicer bi lahko morda počasi tole usposabljanje zaključili. Ja, jaz mislim, da je bilo Darja, ne vem, odgovor. je še z nami verjetno. Ja, najlepša hvala magistri Urški Skok-Klima in magistri Ajdi Kostanjšek za izvedbo tega usposabljanja. In velika zahvala tudi vsem slušateljem, ki ste se nam danes pridružili. Kot smo že prej povedali, pa bo posnetek na voljo predvidoma jutri v sistemu EWA. Z naše strani je to. Tako da želim lep dan vsem.